Lep pozdrav, moje ime je Branko Šafarič, prihajam iz zavoda GS1 Slovenija, to je Zavod za elektronsko poslovanje in za elektronske standarde. Na kratko bi vam moral povedati nekaj o najbolj dolgočasni stvari na svetu in to so standardi. Žal časa za takole prezentacijo v standardih nikoli ni dovolj, zato moram res na kratko. Predvsem pa je treba najprej povedati, kaj sploh je standard. Kaj je to? Načeloma je to izključno samo dogovor. To je dogovor, da se neka skupina uporabnikov, ljudi, podjetij dogovori o enakem načinu dela. Da se zmenijo, na kakšen način bodo nekaj delali, nekaj, kar je v skupnem interesu. Kaj pa je dober standard? Dober standard je nekaj, kar je dosti enostavna definicija. In sicer to pomeni, da je transparenten, da niti ne vemo, da ga uporabljamo. Standardov okoli nas je nešteto. Nešteto. Poznamo višino tega stola, poznamo napetosti žarnic, poznamo napetost omrežja, električnega omrežja, poznamo višino mis in podobno. Vse to je določeno z nekimi standardi, ki omogočajo, da je delovanje podjetij oziroma celotne preskrbovalne verige enostavnejše. Recimo električno omrežje, mi vemo, da je 220 voltov povsod, kamorkoli pridemo. A je to res? A je to bilo vedno res? Nikakor ne. Zanimivo je to, da je elektrifikacija držav poteka od leta 1900 nekje dalje, ampak standard o 220 voltni napetosti velja nekje od 1956, se pravi tik pred mojim rojstvom tam nekje. A hkrati danes niti ne vemo, da je to nek standard, ker ga uporabljamo nevede, vemo samo to, da stvar deluje. In to je definicija dobrega standarda. Tukaj lahko mirno pohvalim našo institucijo, naš zavod, ker tudi mi smo tisti, ki delamo standarde. In eden od standardov je tak, ki ga dejansko uporabljajo vsi. To je črtna koda. Črtna koda je povsod prisotna po celem svetu. Dnevno se uporablja na milijardo primerih skaniranih v trgovinah, v preskrbovalnih verigah in podobno. To je projekt GS1 in je ravno tako transparenten v tem okolju. Pomembno je, da je izbira standarda načeloma prostovoljna, zato ker nam omogoča lažji način uporabe procesov, ki jih pač neko podjetje, konkretno podjetje ima. Zakaj modro uporablja standard? Preprosto zato, ker je to ceneje. Na dolgi rok je uporaba standarda vedno cenejša. Vemo, da nihče ni sam. Nihče ni sam v smislu uporabe izdelkov, proizvodnje izdelkov, trgovanja, kupovanja, poslovanja za državo. Nihče ni sam. Nobeno podjetje ni v nekem svojem zaprtem krogu. Vedno imamo neko vrsto sodelovanja. To sodelovanje je na različnih nivojih in praviloma oziroma povsem naravno je, človeško, življenjsko, da vsako podjetje pozna samo procese, s katerimi se pač to konkretno podjetje ukvarja. Ampak, če pogledamo nek cikel samo enega izdelka, izdelek od ideje, zasnove, proizvodnje, pravil, kako naj se ta izdelek naredi, marketinga, logistike, prodaje in podobno, vse do konca, do potrošnje, do razgradnje tega izdelka je ena neskončna veriga poslov, procesov, ki jih dejansko nihče zares v celoti ne obvlada. Samo tisti segmenti, ki se ukvarjajo s posameznim koščkom tega procesa, poznajo pač svoj kos. Ampak dejstvo je, da nekje na koncu te verige mi potrebujemo podatke, ki so nastali na začetku. In to pomeni, da moramo mi te podatke deliti. Moramo imeti način, da se te podatke daje v nek normiran, standardiziran način, v obliko, ki je uporabna tudi nekomu drugemu nekje druge. Vemo, kako težko je v večjih podjetjih prepričati posamezni oddelek, recimo marketing, naj pripravi podatke, ki jih uporablja logistika.
Oni rečejo, vse mi tega ne rabimo. Ne. Ampak dejansko je to tako, da podatke, ki nastopajo v celotni verigi, kaj šele, se pravi znotraj enega podjetja, kaj šele po celi verigi nastanka oziroma cikla enega izdelka, je ta pomen toliko večji, pomen izmenjave podatkov. Se pravi, potrebujemo način, nujno potrebujemo način, da je ta izmenjava kar se le da enostavna, kar se le da standardizirana. Zakaj je to tako? Zato, ker je pritisk večjih igralcev, kot so velike marketplaci, kot so eBay, Alibaba, Amazon, takšna podjetja vedno bolj pritiskajo posameznike, tiste, ki s temi podatki oziroma izdelki, ki se trgujejo na take načine, da pripravijo podatke na način, ki je najlažji za uporabo za takšne velike institucije, kot so eBay in podobni. Da se to naredi, potrebujemo standard. Zahteva je torej souporaba podatkov. In preskrbovalne verige, ki sedaj prihajajo, ki so tudi v bodočnosti, edino, kar lahko vidimo danes, je to, da potrebujemo skupen način deljenja podatkov. Da se to doseže, ni dovolj dobro, da neka informacijska hiša naredi neko rešitev. Potrebujemo globalno rešitev, globalni način, potrebujemo standard za definicijo teh podatkov. Kako zelo je to težko, je seveda razumljivo, če primerjamo potrebo, ki jo imamo takrat, ko mi rešujemo informacijske potrebe znotraj lastne hiše, znotraj lastnega podjetja. Takrat, ko rešujemo probleme znotraj sebe, imamo polni nadzor. Vse vemo, kako je treba rešiti kakšne konkretne probleme, ampak čim pa pridemo v stik z okoljem, imamo pa dilemo. Različne informacijske hiše, ponudniki programskih rešitev in podobno, dajejo razne rešitve. Nekatere so dobre, nekatere ne tako zelo dobre, ampak ključno vprašanje je, kako daleč lahko s takimi rešitvami sežemo. Ali sežemo do svojih partnerjev, ali sežemo do vsakogar, ali sežemo izven države in podobno. Se pravi, ključno vprašanje pri izbiri informacijske rešitve je, ali res uporabljajo standard, ki je široko priznan. Kako si lahko predstavljamo izmenjavo podatkov v elektronskem poslovanju brez neke skupne definicije podatkovnih struktur? V bistvu si ne moremo. Podjetja, oziroma hiše za standarde, hiše kot je GS1, institucije kot je GS1, imajo možnost, da sodelujejo z podjetji po celem svetu. In na ta način zbirajo podatke, zbirajo procese, analizirajo procese in na ta način tvorijo skupne podatkovne strukture, skupne šifrante, skupne procese in jih pretvarjajo v definicije in v sporočila. Namreč temelj elektronskega poslovanja so sporočila. Sporočila niso SMS-je, niso neki e-maili in podobno, to so sporočila, ki jih lahko razume samo računalnik. En računalnik do drugega. Ideja je v tem, da se izmenjuje sporočila brez sodelovanja človeka. To je cilj. In ta celotni cikl preskrbovalne verige, temu rečemo tudi O2C ali Order to Cash, od naročila do računa, je podprt v celoti informacijsko. Ko se bo to doseglo, da bo naročilo avtomatsko sprovedeno, da bo dobavnica avtomatsko sprovedena in da bo račun avtomatsko sproveden na podlagi predhodnih dokumentov, takrat bomo dosegli ta cilj. In ta cilj se doseže res lahko samo s standardom. Vprašanje je, seveda, kje začeti. Pred leti je bilo, ko se je začela v Sloveniji iniciativa za zagon elektronskega poslovanja, je bil največji poudarek na računu. Vprašanje je, ali je to res. Vse to je cikl, to je neskončni cikl. Po naročilu sledi račun, po naročilu sledi dobavnica, po računu sledi nova naročilnica. Pomeni, da je ta neskončni cikl točno tisti, ki zahteva standard. Ker standarde se splača uporabljati izključno takrat, kadar imamo
ponovljive procese. Se pravi, uspeh tega je samo v celoti, ne samo v parcialni rešitvi posameznega elektronskega sporočila. Standardi niso obvezni. Izbiramo vedno sami. Vsako podjetje se samo odloča glede na potrebe svojih partnerjev, glede na pritiske, ki jih je deležen od svojih nadrejenih partnerjev, kaj lahko zares naredi. Ampak dejstvo je, da je na dolgi rok vedno bolje uporabljati standard. Na kratki rok vedno lahko rešimo na en ali drug način z neko informacijsko rešitvijo, ampak na dolgi rok pa nikakor. Hvala lepa.